Lep dober dan ali pa dobro jutro, kakorkoli že vzamete. Šla sem malo pogledat, če je že kaj regrata, pa je tako lep, da se bo treba kar zagnati. Česen je tudi že zunaj, vse je tako, kot mora biti. Sem se pa odločila, ker se že dolgo nisem javila, da se bom malo oglasila spet kar direkt v živo, ne samo preko posnetkov, ker se pa toliko stvari dogaja zdaj zadnje čase, da je nujno malo tudi kar direktno spregovoriti o določenih tematikah, pa določenih postopkih in tako naprej. Verjetno veste, pa poznate moje posnetke glede kokoši, pa arene in tako naprej. Tele kokoši so dvignile kar precej prahu, sploh tale moj zadnji posnetek, ki ga imate na YouTube kanalu 8. generacija, kjer sem povedala, da vsi, ki so v sistemu, ki imajo prijavljene jate in črede, morajo sodelovati v inšpekcijskih nadzorih. To absolutno drži, ampak pod našimi pogoji, pod vašimi pogoji. Danes zjutraj sem prebrala nekaj komentarjev, ko je bila deljena, oziroma ko je bil deljen ta moj posnetek o kokoših, da kaj se jaz grem, da kako oni lahko, pa uno treto, da zavajam in uno in ne vem kaj še vse. Naj vam samo eno stvar povem. Jaz sem bila 19 let javni uslužbenec in točno vem, kako zadeve funkcionirajo v sistemu. Potem je bilo tudi rečeno, da jaz pač govorim, da pri meni zadeve malo drugače funkcionirajo. Ja, normalno, da malo drugače funkcionirajo. Se zadeve poznam. Eni so prvič slišali sploh, da je možno narediti posnetke, snemati javne uslužbence, kot so inšpektorji, pelati določene postopke pod vašimi pogoji. To eni prvič slišijo. A razumete? To ne moreš ti človeka, ki ga je strah, ki pride inšpektor na dvorišče, pritisniti v nekaj, da bo delal proti sebi pa naredil 1000 napak. Kdor je pripravljen prevzeti za to odgovornost, naj jo kar. Jaz vem, kako je treba pelati stvari, da so zadoščene vsem normam, ki so v sistemu, in ta je, da naredijo točno tako, kot sem v posnetku o kokoših povedala. Vedeti morate tudi to, pravzaprav vse veste, ne? Kako rak požre nek organizem. Od znotraj navzven. In če mi hočemo narediti v tej državi red, je treba stvari pelati tako, da bomo res nekaj dosegali. Nekaj morate še vedeti. Tudi, kar se tiče sistematskih pregledov za otroke, ko smo dali lansko let takle cajt ven posnetek, glede sistematike, veste, kaj smo dosegali? Da nobeden več staršem, če ne dajo otroka na sistematika v okviru šole, ne grozi več s CSD-jem in inšpektorati. Veste, kakšen dosežek je to? In meni bo pa en govoril, pa žlogarca govori. Halo? Jaz sem bila v sistemu in dobro poznam zadeve, kako je treba pelati. Razumete? Lahko se pa zabijemo v zid, razbijemo glavo, pa ali pa zadeve rešujemo. A ne da? Zato vsi tisti pametnjakoviči, ki pojma nimajo, pa se neki grejo, bodo pač mogli prevzeti odgovornost za tisto, kar pišejo, kar govorijo. Jaz vem, da je treba stvari speljati tako, kakor nam narekuje 3. člen Ustave. Jaz sem dala zdajle v kratkem še ven, oziroma bomo dali še ven posnetek o varovanih območjih in o 3. členu Ustave. Ste prebrali 3. člen Ustave? Veste, kaj piše?
da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pa pustimo to. A je ustava veljavna, a je pravilno ratificirana, kakorkoli. V takem stanju, kakor je danes, je najvišji akt v državi in v 153. členu lepo piše, kako si sledijo pravni akti v Republiki Sloveniji, pa pustimo to. A je korporacija, a je to neka firma, ali je to ne vem kaj. To bomo drugič razčlenili. Ta trenutek za večino je še vedno država in še vedno ustava najvišji akt v državi. In v 3. členu, dragi moji ljubčki, ne vem, če ste dobro prebrali, piše, da ima ljudstvo oblast in da jo izvršuje neposredno. Veste, kaj to pomeni neposredno? Veste, kaj to pomeni neposredno? Takoj, tukaj in zdaj na licu mesta. A ne? Za vse tiste ta pametne, ki imajo toliko zapovedati, kaj jaz delam, pa kaj govorim, jaz točno vem, kaj delam, pa govorim. Ker moraš ljudem, ki prvič sploh slišijo za možnost, da se lahko postavijo zase, pelejo stvari tako, da si ne razbijajo glave in ne ogrozijo svoje eksistence. Vi to razumete? Kako je treba peljati stvari v sistemu? Pogojno. Z dobrim poznavanjem zakonov in ustave in mednarodnih aktov. 36. člen ustave lepo piše, da je stanovanje nedotakljivo in drugi tuji prostori, med katere spadajo tudi obrati, se pravi kmetijska gospodarstva, oziroma ne kmetijska gospodarstva, gospodarski objekti in pa hlevi. Vi to razumete? Oziroma tistim, ki po meni pluvajo pa diskreditirajo moje posnetke in tako naprej. Pa še to ne, ta je pa svetovna, ne? Žlogarca je njihova. O, Madonna, bejšno, njihova. To sem se pa tako nasmejala in sem prav nazaj napisala, sem rekla, da me prav zanima čigava. Ker do zdaj še nobenmu ni uspel, da bi me podkupil. Nobenmu. O podrobnostih pa ne bom govorila. Se bojo prišle ven v kratkem. Tako da, a veste, žlogarca je njihova. Mislim. A veste, tisti, ki delajo z mano, a ne, so samo začudeni, pa pravijo, ma pust primer, ne, sej res, ja. Kaj bi se človek s tem obremenjeval? Ja, dejstva so pa taka, da nas zakonodaja ščiti, nas osebno, samo pravilno je treba speljati. Veste, tudi na sodišču imamo že konkretne rezultate, brez odvetnikov, z obligacijskim zakonikom, da se dajo stvari čist lepo speljati, ampak treba je peljati postopke pogojno. Še enkrat. Pogojno. Zapomnite si to. Pogojno, da si ne razbijete glave. Jaz vem, da marsikomu izmed vas ni jasno, kako se zadeve peljejo, zato je prva stvar, ki jo rabimo, da speljemo postopke, zelo dobro poznavanje pravil v sistemu. Pustimo živi človek, pa ono in tretjo, ker to so zadeve, ki imajo čist drugo vibracijo in če to umeniš v sistemu, ne, se veste,
kaj se lahko zgodi. Ne? Mi vemo, ne, kaj to pomeni živ človek in tako naprej, ampak če smo v sistemu, do zdaj smo čisto vsi v sistemu, tudi tisti, ki trdijo, da niso v sistemu, ker v sistemu je denar, a ne? In danes brez denarja ne moreš funkcionirati. A lahko funkcionirate danes brez denarja? Jaz za enega ne vem, da lahko. Se pa da pogojno peljati stvari, dokler zadeve ne pripeljemo toliko daleč, da bomo lahko tudi brez denarja funkcionirali. Imamo lep primer, ki nam ga prikazuje striktno diskreditirani film La Belle Verte. Dobite ga na Partisu, imate tudi različne prevode in med njimi mislim, da tudi slovenski ali srbohrvaški in si ga pejte pogledati, kako je možno narediti spremembe, ampak seveda pogojno speljati stvari v sistemu, da bomo do tja sploh lahko prišli. Tako da jaz vidim, da se je Vera priklopila, Vera, lejte, o nas, ne, marsikaj govorijo, ampak mi, ki vemo, ki poznamo en drugega, celo se nasmehnemo, sploh to, ki govorijo, ne, oni so njihovi. Ja, mi imamo šefa, vam kar direkt povem, mi imamo šefa in to čudovitega šefa. In če mi ne delamo tako, kakor ta šef po naravnih zakonih funkcionira, mi nastradamo, mi osebno. Zato vsak od nas deluje v skladu s svojo vestjo in skupnimi nameni, ker drugače smo mi odgovorni svojemu šefu. Imamo šefa. In naj vam povem, zelo dobro nas plačuje. Zelo dobro. Samo ne v temu. Me razumete? O temu, da je žlogarca njihova. Da se mal nasmehnemo, pa mal dobre vole. Tako da, lejte, veliko stvari smo že dosegali z našimi aktivnostmi. Tako da jih bomo še delamo na tem. Tudi inšpektorjem je treba dati jasno vedeti, kje so njihove pristojnosti, ampak seveda spet pogojno, da ne razbijemo glave in ne ogrozimo naše eksistence. Jaz, ki poznam pravila igre, lahko inšpektorja na vratih obrnem. A veste, ampak jaz na temu delam že 30 let. Se urim, raziskujem, se učim, poznam zakonodajo, poznam pravila igre. A lahko kdo to naredi izmed tistih, ki so prvič slišali, da je sploh možno na svoji posesti snemati postopke? Veste, da ne. A ne? Zato je treba ljudi poučiti, jim povedati, kakšne so njihove možnosti, da se bojo sploh začeli zavedati, da je njihova posest nedotakljiva. A se razumemo mi to? A ne? In kako boš človeku, ki prvi za to sliš in ki ga je bilo prej strah, povedal, ti ga lahko tam ne obrneš, ker ne zna speljati postopkov. Zato lepo počas. Naslednja stopnja so varovana območja. Ste prebrali tisti pametni, ki to veste povedati, da je žlogarca njihova? Ste prebrali zakon o varovanju? Niste, ne? Niste. Ampak žlogarca njihova, ne? Ja, imam jaz šefa. Zelo dobrega. Sam to, da vam povem. O tem pa kdaj drugič, ne? Tako da smo na zelo dobri poti. Odgovorni smo predvsem sebi in našemu šefu, če že tako hočejo nekateri vedeti. Ampak mene zanima tisti drugi, ne, ki govori, žlogarca je njihova, čigava. Jaz vem, čigava sem, ampak oni naj predložijo dejstva, dokaze, da je žlogarca, pa še marsikdo od nas, njihov. Mislim,
Jezus Marija, ljudje božji, namesto da se ukvarjate, džgavi mi smo, pejte raj za računalnik pa začnite raziskovati zakone, podzakonske akte, mednarodne pogodbe, pa bomo veliko več naredili, kakor pa če raziskujemo džgavje kjer. Ker vsi se borimo za isto stvar, samo da nekateri pač še predelujemo določene, bom rekla, bolj predelujejo, jaz sem že šla čez to, določene krivice, ki so se jim zgodile in je težko kar naenkrat zadeve dojeti, doumeti, da ti lahko marsikaj spremeniš, če dojameš, da nihče drug ni kriv, ampak da so to samo vzorci, ki jih je treba pač pustiti vzadej in iti naprej. V glavnem, veste, danes sem si pač malo dala vesela s temle videoposnetkom, kar v direktu živo. Gledam, tukaj je tak čudovit regrat. Tisti, ki imajo težave, džgavajo žlogarca, naj si grejo raj malo šregrata nabrati, da bojo dobili določene vitamine, ki jih bojo malo pomirili. Sam paste, zdajle kmetje praznajo greznice, tako kot bi jih mogli pravzaprav vsi, tudi pri sebi, in vozijo po travnikih malo paste, da ne boste na kakšen drek naleteli. Tako da ja, se dogajajo stvari, najbolj me pa danes zjutraj v dobro voljo spravila ta komentar, ne, žlogarca je njihova, jaz sem se tok nasmejala. A veste, mislim, kaj taga. No, hvala unmu, there is no me, kaj je že, kaj to napisal, žlogarca je njihova, to mi deli. Mislim, ja, lejte, vsako stvar moramo prezrcaliti pa spraviti v dobro voljo, zato ker mi, ki vemo, ki se nam dogajajo marsikakšne, bom nekaj včasih tudi kakšne krivice, ki nas obtožijo brez kakšnih konkretnih dokazov, da smo to, da smo ono, da smo treto, ampak mi smo že toliko napredovali, da se samo nasmejemo, stopimo čez, pa si ta svoje mislimo, delamo, imamo konkretne rezultate, za razliko od tistih, ki pač govori, nebuloze take, da mislim, lejte, se nima smisla. V glavnem, če grem še malo nazaj na tele nadzore v sistemu, veste, sistem je hobotnica in če ne znaš pravilno peljati stvari, te enostavno prime in oni imajo vzvode, da lahko delajo z nami, kar hočijo, zato ker se mi ne znamo upreti pa postaviti za sebe, ker ne poznamo določenih pravil, oziroma ta strah, ki so nam ga vcepali, je tako močen, da si niti marsikdo od nas ne upa in se enostavno prepusti usodi in čaka, kaj bo. Lahko vam povem, da če zadeve res peljete pogojno, pa v skladu, bom rekla, tudi z etičnimi normami, pa zelo dobrim poznavanjem pravil igre, smo res nedotakljivi, no. Bom čistko povedala, a ne. Je pa treba se najprej podučiti, pridobiti kilometrino pa samo tako pridobiš, da imaš prave informacije, da lahko deluješ, da se lahko udejanjaš in da, bom rekla, prevzamemo nazaj tisto našo moč, ki so nam jo odvzeli, zato ker oni imajo svojo pot, svojo agendo. Sami veste, kaj se zdaj dogaja s to Svetovno zdravstveno organizacijo, da nam hočejo pobrati čisto vse pravice, tudi človekove, zato ker vejo, da se ljudstvo prebuja po celemu svetu in jih je strah, da bomo mi dojeli in se ne bomo šli več njihove igre. To je pa zdaj na nas, na vsakem izmed nas, da zadeve speljemo. Seveda brez strahu, ker strah je njihova hrana, to oni hočejo, to oni rabijo.
Ampak, če imamo mi neko določeno znanje, vemo, da lahko marsikaj dosežemo. A veste, samo res pogojno. Ker drugače bomo mi sami sebe ogrozili. To pa nima smisla. Ker bomo veliko več dosegli, če bomo stopili skupaj, pa še šli pogojno. Zakaj to toliko poudarjam? Zato, ker je to tako zelo pomembno, da imamo mi celo glavo, ne razbito, ker s tisto razbito glavo se tako še premikati ne moreš. Pa danes je vse na tem monetarnem sistemu, na denarju, a ne, če ne boš priden, te bomo pa kaznovali, če ne boš priden, bomo to, če ne boš priden, bomo unoma, ko vas jebe. Razumete? Mal, bi rekla Irena, to ni damsko, a ne, ampak jaz sem pač Mateja in včasih mi tudi kakšna taka izstreli, se probam čim bolj držati izven teh, bom rekla, ne glih lepih besed, ampak, lejte, jaz, taka bom ostala, delam tako, da ljudem ne škodujem, da jim povem prave informacije in tudi to, kar sem dala ven s posnetkom o kokoših, lahko za tem stojim in to kadarkoli tudi zagovarjam, zato ker je treba ljudi najprej naučiti, kako se postaviti zase, kakšne možnosti imajo, da bomo lahko nekaj dosegli pa naredili. Jaz pa pač do zdaj se marsikdo ne more z mano primerjati, pa s tem znanjem, ki ga imam, pa s prakso, zato ker sem že prej na začetku posnetka povedala, da sem že 30 let v temu in poznam sistem tudi znotraj, ker sem bila javni uslužbenec, tako da se že malo ponavljam, ampak včasih moraš ene stvari milijonkrat povedati, da kakšnemu sploh enkrat ostanejo v glavi, pač takrat, ko je zrel za te spremembe. V glavnem, zdaj vam bom še malo pokazala, evo, moja njivca, česen je zunaj. Treba bo počas, ko se mejhen osuši, že karit z matiko oziroma drzulo. Evo, regrat tudi že veselo pogana, tako da solata bo, preživeli bomo. Tamle imam še nekaj zela oziroma ohrovta, brstičnega ohrovta, ga bom zdaj pobrala. To je vrhunc, taka hrana, ki je prezimla zimo, je vrhunc C vitamina in nobena druga hrana z trgovine se s tem ne more primerjati, vam iz lastnih izkušenj povem. Danes je sicer neka taka bolj nizka oblačnost, tamle vidimo begunšca, pa stov v megli, komentirala ne bom, kva so to za eni oblaki, pa to mislim, ker tudi sklele bo treba določene stvari pritisniti, ampak tako da, ja, njihova era se počasi zaključuje, ampak zaključila se bo takrat, ko bomo mi rekli dovolj je. Ko bomo mi rekli, brez nas nobena stvar ne funkcionira. Mi smo tisti, ki držimo vse po koncu in mi smo odgovorni za to, ali dovoljujemo represijo nad sabo. Zato, dragi moji, želim vam vse dobro, želim vam en čudovit ponedeljek. Jaz danes pričakujem en čudovit obisk, enega izjemnega človeka, pa ne bom povedala, kdo je to, da ne bojo še za enega rekli, da je njihov. Mislim, a veste, mi delamo bazo, a veste, in se povezujemo ljudje, ki smo izjemno močni v teh znanjih, ampak tega ne govorimo na glas, zato da se ta moč, ki jo soustvarjamo, množi, delamo pa izjemne premike. Tako da na vas pa je, da naredite svoj del, to pa je, da se ozaveste glede pravil igre v sistemu, ker veste, tudi rak ima svoje zakonitosti, malo se preberite, kako rak deluje in več pa ne bom govorila, ker moramo tudi sami kaj raziskati. Tako da, v glavnem, hvala vam
da ste, da se izobražujete, da ste ozavestili, kaj se v bistvu dogaja. In jaz vam povem, s tako srečo, ko sem se danes zjutraj zbudila, sploh ko me Jun s tem komentarjem spravil tako dobro, da sem jaz njihova, ja, jaz imam šefa nad sabo. Pa marsikdo od nas tudi samo zaenkrat se malo kjer mu sana, kdo ta šef je. Mi pa delujemo v skladu s svojimi načeli, svojim poslanstvom in v višje dobro točno vemo, kdo je ta šef. Ma pa palco nad vsemi, tudi nad mano. Tako da moram zelo dobro paziti, kaj delam, zato vsako stvar res 10krat premislim, preden jo dam v javnost in za tem, kar naredim, tudi stojim. Tako da hvala lepa vam, en lep čudovit ponedeljek, meni se je ful dobro začel, tako da jutri pa menda dobim zob, tako da sem ful vesela, no? Da sem lahko enkrat spet v življenju nasmejala. Hvala lepa, lepo bodite, rada vas imam in vse lepo.